srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kam grem, poznate. Tomaž mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati. Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moraš reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe, ampak oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa tega ne verujete, verujte zaradi del sami. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo delal dela, ki jih jaz opravljam. Tudi sam bo takšno opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. To je Kristusov evangelij. Jaz sem pot, resnica in življenje. To je stavek, ki ga je Jezus pravzaprav namenil ljudem, ki razmišljajo in ki iščejo. Hvala Bogu za apostole, ki niso ničesar razumeli, da so mu postavljali vprašanja. Ne vemo, kam greš, kako naj bi vedeli za pot. In Jezus pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. In potem še vprašanje Filipa, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. In odgovor, kdor je videl mene, je videl očeta. Jezus je namreč resnica, pot in življenje, ki vodi k Bogu, ki vodi k končnemu cilju. In človek se v življenju sprašuje, komu lahko verjamem v življenju, da me ne bo potegnil za nos. Ker težko in skoraj nemogoče je živeti, če moramo v življenju nenehno dvomiti, se spraševati, ali je to res. Komu naj v življenju zaupam, da ne bo izdal mojega zaupanja, ker nenehno zaupanje do vseh in do vsakega pomeni nenehno napetost, to pa je utrujajoče. Komu naj v življenju sledim, da me ne bo odvedel v napačno smer, tja namreč kamor ne želim in ni dobro zame. Ker če moram sam iskati prave poti, je veliko verjetnost, da jih lahko spregledam. Komu naj torej človek, ki išče in ki želi svoje življenje preživeti kvalitetno, komu naj verjame, zaupa in sledi. Mogoče staršem, ampak le do določene mere, ker tudi najbolj skrbni starši so le ljudje in so zmotljivi. Mogoče možu ali pa ženi do neke mere, ker tudi za moža in ženo velja, enako kot velja za starše, so zmotljivi in zato nezanesljivi. Mogoče prijateljem, ampak še bolj omejeno kot staršem možu ali ženi, ker prijatelji so samo prijatelji. Vsekakor pa v življenju ne morem verjeti, zaupati in slediti različnim influencerjem, politikom in tako naprej. Vendar pa ljudje smo tako narejeni, da ne moremo živeti
brez tega zaupanja, brez vere. Nekomu moram in želim slediti, hoditi za njim po njegovih stopinjah, se mu predati. In tu je Jezus s svojim stavkom: jaz sem pot, resnica in življenje. Njegove besede niso prazne, to je dokazal v praksi. Jezus je pot, po kateri lahko varno hodim in moj korak ne bo šel v napačno smer. Jezus je resnica, ki je absolutna, tu ni nobenega dvoma, se mi ni potrebno spraševati, ali to drži ali ne. In življenje, o katerem govori, je tisto pravo, polno življenje, ki si ga vsak človek živi. Kdor torej svoje življenje jemlje resno in ga želi preživeti kvalitetno, kdor hoče vedeti, komu lahko verjame in zaupa in sledi brez strahu, da bo razočaran, izdan ali zapeljan, temu je namenjen današnji Jezusov stavek o poti, resnici in pa življenju. Le vzeti ga moram zase in narediti za svoj življenjski moto. Amen.